Dober dan, lepo pozdravljeni v sveži, praznično obarvani epizodi podcasta Delo in dom, v katerem bom z Uršo Batič-Savnik, strokovnjakinjo za družinski bonton, govorila o bontonu med obiski, o obdarovanju in takih prazničnih priložnostih. Dobrodošli in Dobrodošli. hvala. Hvala lepa za vabilo. Sem se že malo zapletla. No, katere so najpogostejše napake v bontonu, ki jih ljudje delamo v prazničnem času, bodisi v interakcijah, komunikaciji ali tudi obdarovanju? Zdaj, jaz bi rekla za ta predbožični čas ali pa ta praznični čas, ne, to naše hitenje je prva zadeva. Zelo veliko stvari si damo, veliko stvari želimo naenkrat narediti, doseči, popraviti in naenkrat nam zmanjka časa. Tako da prva zadeva, kar bi mogli mi v predprazničnem času narediti, je, da si naredimo nek plan. Kaj želimo doseči, kaj želimo, koga želimo obiskati, kaj želimo doma narediti, kako bi želeli otroke, recimo, vplesti v celo praznično zadevo. To bi rekla, da je prva zadeva, se pravi, pomanjkanje časa ali pa urejanje, da imamo dovolj časa za stvari, ki so nam pomembne. Druga zadeva, ki je pomembna po moje v tem predprazničnem času, je posvetiti čas tistemu, h komur gremo, na primer, na obisk ali pa kogar srečamo, a ne. Ker velikokrat, kamorkoli recimo gremo, telefoni so na mizi, namesto tega, da bi se posvetili nekemu pogovoru, imamo skozi telefon, kar telefon ni tak problem, bi rekla, kakor je bolj problem, da rata bistvo neke interakcije, ne. Če se jaz recimo z vami dobim, mene zanimate vi, vaša zgodba, kako se imate, ali pa zgodba prijateljice, s katero sem se dobila, Ne potrebujemo motilcev. Ne, res ne. In se mi zdi, da zmanjša potem tisto vrednost osebe in zmanjša vrednost nekega dogodka, zaradi katerega smo se mi tam dobili. Ja, se strinjam, res je. To, mislim, da se tudi preveč obremenjujemo s tem, kaj bomo komu dali. Je lepo, da pomislimo, kaj je nekomu prijetno, s čimer bi ga, na primer, kako bi rekla, razveselili, hvala lepa, razveselili, ampak sama vrednost tega darila ni toliko pomembna, kakor je bolj pomembno to, kaj zraven pride, kaj smo mi želeli s tem doseči, koliko časa recimo smo namenili temu, da res lepo damo to darilo. To je tisto, po moje, ki je v predprazničnem času bistveno, pa tako kot sem rekla, da si vzamemo čas za to, da naredimo praznike res prijetne. Kako pa lahko na prijazen in vljuden način zavrnemo povabilo, da s tem ne užalimo gostitelja? Zdaj, kar se bontona tiče, prva stvar je, da se zmeraj v takem primeru zahvalimo za vabilo. Se pravi, hvala lepa, ker ste se spomnili name, hvala lepa, ker ste mislili na mene. Kakšna malenkost morda na prvi pogled, ampak je res zelo pomembna. Mislim, marsikdo na to pozabi, da se je treba zahvaliti. Absolutno, prva zadeva. Se pravi, že otroke učimo. Prosim, hvala, oprosti, 3 glavne stvari, a ne, ki so. Veliko vabil imamo v tem času, ne, in ne moremo se vseh udeležiti. Tako da prvič se zahvalimo, drugič potem povemo, odvisno od tega, kakšen odnos imamo s tistim, ki nas je povabil, a ne, lahko povemo, da v tem trenutku ne bo šlo. Hvala lepa za vabilo, mogoče se kdaj drugič ujamemo, a ne. Ali da povemo, da v tistem času, ne vem, je neka druga zadeva prišla vmes. Navedemo torej nek razlog. Lahko navedemo razlog. Zmeraj je odvisno od tega, kakšen odnos, v katerem odnosu se mi, v katerem odnosu smo z osebo, ki nas je recimo povabila, a ne. Nikoli pa ne smemo pozabiti, na zahvalo. Že samo to, da te nekdo povabi, da misli na tebe, je že taka lepa gesta, ki absolutno zasluži
zahvalo. Ja. Imate prav. Danes pa večino voščil pošljemo kar elektronsko prek raznih aplikacij. Kako se bonton voščil prilagaja novemu digitalnemu okolju? Katera pravila pa ostajajo mogoče nespremenjena? Je sprejemljivo poslati neko generalno voščilo vsem, ki jih poznamo, ali je to neosebno? Zdaj smo v digitalni dobi, ne. Tega ne moremo zanikati in tudi v tej smeri bo šlo, tako da kar se tiče bontona, je sprejemljivo, da se pošilja vabila, voščila tudi po internetu, po raznih spletnih omrežjih. Kar pa ostaja isto kot prej, je pa naša toplina, ki jo želimo pri tem predati, a ne. Generično, se pravi, da pošljemo vsem naenkrat, zdaj odvisno spet, kakšna je situacija, a ne. Zmeraj pa je lepo, če kdorkoli dobi neko ali vabilo ali voščilo, s kakšnim stavkom, da se vidi, da je osebno, ne. Se pravi, ta osebna nota, pri bontonu se mi zdi, da je pomembno, da skrbimo za to, da se ljudje in mi in ljudje okoli nas, da se počutijo prijetno. To se mi zdi, da je tista stvar, na katero mislimo, ne. Rečemo temu sicer bonton, a ne, ampak v osnovi je to način vedenja, s katerim priznavamo neko globino osebe, ki je recimo zraven nas. Skrbimo za to, da se ljudje počutijo prijetno, želimo jim, da se prijetno počutijo okoli nas, no, tako. Ja, saj mogoče pol tukaj tudi izhajamo iz sebe, a smo mi veseli, če dobimo eno generično voščilo, ko vemo, da je bilo na hitro narejeno v eni aplikaciji in poslano tisočim, ali se bolj razveselimo neke bolj osebne, intimne zgodbe. Tako. Recimo nek del je res lahko tak, ki je splošen, a ne. To je približno tako, ko smo včasih pisali kartice, pa si pisal gor, ne, neke verze, ki si jih recimo že nekje spisal, ampak zmeraj si na koncu dodal neko osebno noto, a ne. In tudi tukaj se mi zdi, da to nikakor ne sme izginiti iz naših odnosov, ker nas to dela nekako človeške, no. Malce sva se prej že dotaknili telefonov. Kako je po bontonu primerno ravnati s telefonom ob neki praznični mizi, prazničnem druženju? Ga je sprejemljivo imeti pri sebi, takole, kot ga imam jaz zdaj tukaj, ali je boljše, da ga čist fizično umaknemo, pospravimo v žep, v torbico? Zdaj tako, ne, telefon načeloma na mizo ne sodi. Ne sodi zato, ker je nek motilec, a ne. Zdaj, če mi recimo pričakujemo nek klic, ne vem, bližnji sorodniki, starši in tako, že vnaprej povemo, oprosti, telefon bom imel gor, zaradi tega, ker rabim samo eno sporočilo, da vidim, če je vse v redu, ne. Se pravi, v takih nujnih primerih, imamo telefon, drugače pa ne. Telefon se da stran, zaradi tega, ker bistvo druženja so ljudje, odnosi, s katerimi želimo, oziroma ljudje, s katerimi želimo mi govoriti, in telefon je samo motilec, a ne. Tako da se ga pospravi, če gremo pa na zabavo, če se le da, izklopimo, zato da nas ne moti. Saj to ni neka zadeva, ki je dolga, ampak v tistem času, ko se mi družimo z drugimi, je fino, da smo res z njimi. To ne pomeni, da ne bom dala jaz ven pa pokazala slikco, recimo, če želim deliti. Ali pa če se slikamo, ja. Zdaj v tem času, kar se tiče slikanja, zdaj odvisno, kakšne so spet, o katerih odnosih govorimo, ampak fino je, da vemo, koga slikamo, a ne. Posebej, če smo na kakšni zabavi, ki je majčkeno bolj odprta, ne marajo vsi ljudje slikanja, posebej ne marajo vsi ljudje, da se pošilja na kakšne spletna omrežja, tako da kar se teh stvari tiče in digitalizacije in bontona, mislim, da bomo mogli kar malo razviti nek odnos do teh stvari, a ne. Še zmeraj je intimnost neke osebe ali pa moje mnenje, recimo želim iti nekam ali ne, je stvar, ki se me vpraša ali pa ki se vas vpraša, ne. Vas lahko slikam? Ja, lahko. Ne, prosim, ne bi. Lahko slikate zasebno, ampak prosim, ne pošiljati
recimo na Ne spletnem omrežju. objavljati, ja. Tako, Ja, se ja. to mislim, da je vedno več tega, no, Je, ja. da je bil en moment, ko so ljudje hoteli biti Ja, povsod, tako. zdaj pa se, Ja. Že Majčkeno umikajo, vlečemo a ne. vase, ja. Ja. tudi pozabi se slikati, se pol razidemo, pa pol pošljemo sporočilo v skupino, joj, slike pa sploh ni nastala, ker smo se imeli tako fino. Ja. Tako da ja, kar se tiče telefonov, no. Pospravili. Ja. Je sprejemljivo na praznični večerji fotografirati hrano? To pa verjetno je, ne? Ali to? Lahko slikate hrano, ja. Samo če ne moti debate, ne. Da ne rečemo, zdaj pa vsi počakati. Ja. Ali pa da ne zlezamo gor na stol, pa slikamo navzdol, kar se, ne, različne imamo, ne. Če naredimo to hitro, diskretno, tako da ne motimo ostalih, da res ne, tako kot ste vi zdaj rekla, stop, ne. Ja, se lahko slika, ja. Kaj pa, če gostimo ljudi v svojem domu? Je sprejemljivo, da jih prosimo, naj se sezujejo, ali se to danes ne sme več? Ja. V našem kulturnem okolju je tako, da v naših domovih se preobujemo v copate. Zgodovinsko gledano je to zaradi tega, ker gremo čez 4-letne čase, a ne, in zunaj je umazano in ne želimo to umazanijo prinašati noter. Tako da, če se mi sezuvamo v našem domu, a ne, in smo mi tudi sezuti, ko sprejmemo goste, potem je tudi primerno oziroma sprejemljivo, da ponudimo gostom copate. Jih pa moramo ponuditi. Zdaj, če mi želimo, da niso obuti oziroma da ne želimo copatov ponuditi, a ne, potem tudi mi ne smemo imeti copatov. A ne, torej se mi v tistem trenutku odločimo, v redu, mi bomo imeli zabavo, nihče se ne bo sezuval, a ne, in to je to. Če imamo pa mi bolj intimno, se pravi bolj ožji krog, a ne, v tem primeru pa se upoštevajo pravila gostitelja. In vi kot recimo, ali pa jaz kot gostitelj, imam takšna in takšna pravila v našem domu in lepo in sprejemljivo od gosta, ki pride, je, da tudi opazi recimo te stvari. A ne? Od mene recimo kot od gostitelja je pa, da jaz recimo pripravim. So pa potem izjema, ne? Naprimer, da nekdo res ne želi. A ne? Joj, oprosti, so različne, ljudje so v različnih situacijah in jim je mogoče neprijetno, mogoče zaradi, ne vem, da so imeli trenutne težave z nogami ali pa imajo težave s potenjem. Potem v takem primeru recimo damo tiste večje copate, ki so ponavadi, a ne, za natakniti, kot da recimo na tak način, da naredimo. Vsekakor pa velja pravilo gostitelja, a ne, gostitelj je tisti. In odvisno v kateri situaciji, na katerem nivoju želimo narediti božično večerjo ali pa novoletno zabavo. Se spodobi v goste prinesti darilo za gostitelja in kakšno naj bo to darilo? Ja, darilca so zmeraj radi dobivamo, kakorkoli, a ne. Tako da ja, zelo primerno, zelo prijetno je, posebej v teh novoletnih predprazničnih časih. Ponavadi so ta darilca manjša, a ne. Se pravi, lahko je buteljka vina, seveda če pijejo, a ne, kakšna lepa bombonjerca ali pa kakšen mali zvezček. Tako da pokažemo, da se zahvaljujemo za to, da nas je nekdo povabil in za trud, ki je najbrž vložen v celo to zgodbo prednovoletnega srečanja. Ponavadi oseba, ki nas povabi, tudi mi jo majčkeno poznamo, a ne. Tako da malo pomislimo, ima rada svečko, mi imamo zelo radi svečke, a ne, v tem času. Ja, svečke so take, v tem času res naredijo, posebej te dišeče, a ne, naredijo tako prednovoletno vzdušje, tako prijetno je prideti, a ne, v dom, kjer lepo diši. Tako da ja, svečke so recimo ena taka zadeva. Domače, na primer, ena vrečka domačih piškotov, karkoli je domačka, kar mi naredimo, zmeraj zelo, zelo dobrodošlo, ker je del mene, ki je poslan vam, a ne. In ena lepa, na primer, penteljca, ki se jo da gor, to je to.
Je lepa taka majhna gesta. To je res lepo. Kaj pa, če pridemo na zabavo in pripeljemo dodatnega spremljevalca brez najave, se to spodobi ali rajši ne? Gremo reči, Kako naj postopamo v Ja. teh slučajih? Zdaj, če smo mi vabljeni na neko zabavo, je zmeraj vabilo napisano na nas. To, da pripeljemo brez najave, da pripeljemo nekoga zraven, se načeloma ne dela. Zato, ker postavimo osebo, ki nam je pripravljala stvari, v precej neprijetno situacijo. A ne? Se pravi, oseba ponavadi ve, za koliko je treba pripraviti, recimo pogrinjke, za koliko se skuha stvari. Tako da se ognemo temu. Če želimo pa nekoga pripeljati, vseeno, recimo, da nam je neprijetno, pa bi želeli, da je še nekdo zraven, pokličimo. A ne? Nenapovedano ne, ni prijetno, ampak napovedano, da pa vi pokličete, pa vprašate, v taki situaciji sem, bilo bi mi prijetno, kaj meniš ti, pa dobite povratno informacijo. Gre bolj za to, da oseba, ki pripravlja to, da ve, da je obveščena, da se zna pripraviti. Da se zna pripraviti. Ja, tako. Kaj pa prehranske omejitve? Danes je to še ena zelo pogosta zadeva. Ja. Če gremo v goste, ali naj gostitelju vnaprej sporočimo svoje prehranske omejitve, ali je tudi dovoljeno, da prinesemo pa nekaj zase za pojesti? Kako se v teh primerih ravna po bontonu? Ja, v tem primeru, zdaj, če imamo mi čist zasebno, potem ponavadi že vemo, a ne? Kdo ima kakšne posebne prehranske posebnosti. V tem primeru gre čist za dogovor. A ne? Včasih, dostikrat je tudi tako, da se že vnaprej ve in se vnaprej pripravi. A ne? Včasih so kakšne posebnosti, kjer potem reče drug, recimo, bom jaz prinesel, ja, lahko tudi. Zato, ker so res, nekatere diete so res zelo posebne. In potem je gostitelj v stresu, kako ustreš temu in pravilno ustreš. Tako. Vemo, da so različne trenutne situacije in ljudje so v različnih izzivih, a ne? Tako da v takem primeru je boljše, če si sam prineseš. Mislim, da smo tudi že v družbi, kjer vemo, da so prehranske stvari res zelo specifične, tudi ni neka tabu tema več, a ne? Tako da ja, lahko se prinese, je pa fino, da če ljudi ne poznamo, da že vnaprej povprašamo. Recimo jaz kot gostitelj, če povabim nekoga, za katerega nisem čisto prepričana, ali vprašam nekoga, ki je bližje njemu, ali pa direkt, da se samo vpraša, ali pa že v vabilo napiše, prosim, napišite svoje prehranske, recimo, posebnosti, ali pa, če jih imate, a ne, napišite, na primer, ne smem glutena, ali pa ne smem, ne vem, laktoze, zato, ker potem jaz, recimo, kot gostitelj lahko prilagodim te stvari in v primeru, da ne vem, kako postopati, lahko vas kontaktiram. In naredim potem izkušnjo nekega druženja bolj prijetno za vse skupaj. Tako da se ne sprašujemo, kaj pa v tem primeru narediti. Ja, tako. Kaj pa v primeru, da bi gostitelj nekako vključil goste v delo, če temu rečemo, v gostiteljstvo, recimo, da je sprejemljivo, da kar reče, izvolite, kozarci so pa tamle v omari, pijača je v hladilniku, srečno. Ali to ne gre tako? A veste, kako bonton ni tako rigidna vsa zadeva, ne? Ni to tako. Zdaj, odvisno je, na kateri stopnji. V nekatero stopnjo mi gremo, kakšna stopnja zabave imamo. Seveda, če imamo mi neko poslovno, na visokem nivoju, neko zabavo, tega ne bomo naredili. A ne? Če imamo pa mi na takem zasebnem področju, je pa ta stvar lahko zelo prijetna. In tudi vključevanje, na primer, ljudi, ki so okrog nas, v to, da nekaj nekomu postrežemo, je lahko simpatično. Seveda smo si pa mi zelo različni kot gostitelji, a ne?
In mi rečemo, naprimer, jaz pa rada vidim, da so vse stvari tako, kot sem si jaz zamislila, v takem primeru seveda ne bom povabila. A ne? Vi lahko mene, naprimer, vprašate, ponudite pomoč, v primeru, da ti rabiš pomoč, povej mi. A ne? To je vljudno in je lepo in je od mene kot gostitelja odvisno, ali jaz sprejmem vašo pomoč ali pa je ne sprejmem. A ne? Lahko rečem, recimo, jaz želim imeti, tako kot sem si jaz zamislila, hvala, zelo lepo, prijazno od tebe, da si se ponudila, ampak ti se kar usedi. Uživaj, naj bo to dan za druženje, bom poskrbela za vse. A ne? Se pravi, ta interakcija, to je v bistvu bonton, da se vi počutite prijetno in jaz enako prijetno v druženju, ki ga imava. Kaj pa pospravljanje mize po večerji? Se spodobi, da to gostitelj naredi čim hitreje med obiski, ali je bolje, da se počaka, da obiski odidejo, potem pa se... Zdaj, kar se tiče pospravljanja, je prva zadeva, da kot prvo ne pospravljamo takrat, ko še nekdo je. Ne, to je prva zadeva. Zdaj, če grem še eno naprej. Kadar pridemo v goste, je zelo lepo, posebej, ko pridemo na večerjo, kosilo, karkoli. Če smo mi vabljeni, a ne, je zelo lepo, da počakamo gostitelja, da on začne. Ne? To je ena taka malenkost, ki naredi zelo, zelo veliko spremembo. Se pravi, če se je nekdo potrudil, da imam jaz lepo, a ne, in da me postreže, rečemo, da nimamo kuharjev, pa da to delamo pač sami. A ne? Verjetno. Ja. No, in postrežemo drugim, absolutno je izraz velikega spoštovanja do gostiteljice, da se počaka. Da se tudi gostiteljica ali gostiteljica pridruži nam. Se pravi, ko se vsi usedemo, a ne, in se reče potem dober tek, zaradi tega, da lahko res vsi uživamo v komunikaciji, v obedovanju, v interakciji. A ne. To se mi zdi ena zelo, zelo velika zadeva, na katero se pa kar pozabi. Ja. In daje pa nam en tak občutek, pa mogoče ga ne znamo lih opisati. A ne? Se pravi, vi začnete jesti, jaz imam prazno, nimam še ničesar gor. Malo se počaka. Mečkam bom počakal, da še ti dobiš za jesti, pa bova skupaj začela jesti. Se mi zdi, da naredi tak prijeten občutek. Zdajle se bova midve še pogovarjali. In ko potem še drugi dobi za jesti, recimo, če smo zdaj v restavraciji, a ne, potem šele začnemo skupaj jesti. Kar se pa tiče doma, počakajmo, da res vsi se usedemo in da vsi v istem trenutku začnemo jesti. A ne. Kar se pa tiče končnega pospravljanja, ne pospravljamo takrat, ko še nekdo je, počakamo, a ne. Imamo pa radi, da grejo stvari iz mize, a ne? Ker potem pri nas je tako, da dobimo pol še kakšno sladico ali pa tako, tako da ja, pospravljamo, ne bomo pa v tistem času začeli pomivati posode, a ne? Samo odstavimo, damo v tisti del, kjer je za posodo in se potem priključimo ostalim v komunikaciji, a ne? To si moram jaz zabeležiti zase. Ko imamo velikrat, a ne, da? Ja, kar sproti začnemo, da ne, delati. Ja, pa res ni, zamudiš pol druženja, medtem ko strežeš in pospravljaš. Ja, kaj pa so še druge mogoče napake, ki jih gostitelji ne vede delamo? Jaz očitno pospravljam, ko imam še goste, in s čim še sabo vplivamo na udobje gostov. Zdaj, prvo, kar moramo imeti v glavi, saj napak nekih velikih ni, ne. Ampak, kar mi skrbimo, jaz kot recimo gostitelj, a ne, poskrbim, da se moji gostje počutijo prijetno. A ne. In tudi to, da ne, da jaz pospravljam za njimi, ampak da se jaz vključim v pogovor. A ne. To je prva stvar. Druga stvar, da se vključuje ljudi, ki vemo, da se ne poznajo tako dobro ali pa nimajo to komunikacijskih spretnosti. A ne. Se pravi, da takoj, ko nekoga povabimo v skupino, povemo malenkosti o osebi, ki smo jo recimo predstavili, tako da najdemo neke skupne točke za pogovor. A ne. To, potem je, če imamo otroke, a ne, je fino,
da jim že vnaprej, naprimer, povemo, da je povabi, pozdravi. Se pravi, jaz kot gostitelj povem svojim otrokom, prosim, pozdravi vse, ki pridejo k nam. A ne? Ponudi jim, naprimer, copate v tem primeru. Ali pa pojdi pa vprašaj jih, če bodo kaj pili. Torej, tudi da mi vključujemo otroke noter, s tem jih učimo gostiteljstva. A ne? Povabi svoje ostale otroke, povabi v sobo, vprašaj jih, če bodo kaj pili. A ne? Na tak način mi učimo otroke sproti, kaj pomeni biti gostitelj. In hkrati otrokom pokažemo, to pričakujemo od vas. To. A ne? To, da niso preglasni, recimo, da ne motijo ostalih, je zelo fino, če se že vnaprej pove, dogovori. Pa, ker otroci so večkrat, taki, nikoli ne kritiziramo pred drugimi. Res ne. Otroci so otroci, takšni so, kakršni so zelo simpatični, ne? Ali naredijo to ali drugo, samo včasih so moteči, ne da bi vedeli. Tako da nikoli pred drugimi pokličete otroka, ga odstranite od situacije, poveste, poslušaj, a bi se dali tako pa tako. Otroci so drugače zelo sprejemljivi. In potem samo naprej. In gre kot flow. Tako na tak način, da se naredi. Ja. Kaj pa storimo, če dobimo darilo, sami pa nimamo ničesar za podariti v zameno? Kako se elegantno odzvati na takšno situacijo? Tako kot sem že prej rekla, zahvala. Predvsem zahvala, hvala lepa, ni treba velikega opravičevanja, ker če mi nimamo darila, rečemo, joj, prosti, jaz pa nimam nič zate, ni moj namen, da bom dobila nazaj darilo. Moj namen, če ga podarim vam, je v bistvu bolj to, da jaz želim vas, recimo, osrečiti, presenetiti in tako naprej. In vaša naloga je v bistvu zahvala. Ne rabite se nič. Mogoče pol se celo odzove, da se pol počuti krivo, tiskaj obdaroval, se počuti krivo, češ da je vzbudil neko slabo vest. Ja, in krivo mogoče jaz in krivo vi. Ne rabimo se nič opravičevati, ker obdarovanje ni neka nuja. Gre samo izraz za neko zadevo ali neko vabilo ali v tem predprazničnem času, ko želimo nekoga mal presenetiti. Tako da ne, samo zahvala, hvala lepa, kako lepo, ko si se spomnila name, pa tako lepo si zavila, si ti ena srčica. Tako, in se drugi dobro počuti, vi se dobro počutite, nobeden ne pričakuje nekega, ker ni to neka taka izmenjava. Kaj pa nezaželeno darilo, ali se ga sme podariti naprej? Jaz bolj mlajše otroke bolj učim, joj, prosim, ne reči, to že imam, to sem že dobil, to mi ni všeč, zmeraj se za darilo. Darilo je zmeraj darilo. In zmeraj se za darilo zahvalimo. Zdaj, če pa nam ne ustreza glede na življenjski slog ali pa glede na, trenutne naše zdravstveno situacijo, pa ne želimo, da gre to nekam v nič, seveda bomo dali to naprej nekomu, ki bo dejansko lahko to koristil. Seveda naredimo tako, da ne bomo lih iste osebi nazaj podarili. Da damo vseeno nekomu drugemu, ampak nesmiselno imeti nekaj doma, kar ne koristimo. In jaz mislim, da moramo gledati to bolj na način, nekdo je podaril meni nekaj lepega, nekaj prijetnega, kar jaz recimo ne uporabljam, ne nosim, nisem v trenutni situaciji, da bi to lahko imela, podarim nekomu, ki bi bil to, recimo, česar bi bil on to vesel. Tako. Najlepša hvala. Jaz sem dobila veliko dobrih napotkov za praznično druženje, za obnašanje v prazničnem druženju. Hvala vam za obisk v studiu. Hvala lepa vam za vabilo. Vam pa hvala za pozornost in se slišimo ponovno čez 14 dni.